Podlešek je 9., Jelar 14., Domen Prevc pa na 19. mestu. Sedaj pa ko vihrajo visoko slovenske zastave, pod poncami je vsa pozornost usmerjena tja gori, kjer je na naletni rampi Timi Zajc. Tule so njegovi navijači iz občine Žalec, iz celotne Slovenije. Vsi smo z njim, on pa mora sam opraviti to nalogo, za katero je garal celotno življenje. Gre, Visoko, bravo! To je kolajna, Jelko! Najmanj srebrna! Toda izziv bo tudi za Kobayašija. Najboljši tudi v tej seriji, v tem trenutku. Bravo, Timi, bravo. Takoj po odskoku se je videlo, da smuči, hitrost, nastavek, ploščato, stil, vse to, kar je potreboval za še en skok 137 metrov. Ja, fantastično, fantastično, ni 20-tice, je pa 4x19, 1x19,5 in da ne boste mislili, da je imel ne vem kako ugodne razmere. Standard v tej finalni seriji, 5 točk in 60 dodatka. Poezija igralca, ki igra na harmoniko, a ne? Pa na kakšno trubilo tudi. Ja, na trubilo tudi, ampak tole je bila pa njegova poezija v zraku. Kako je sedaj le odleglo na trenerskem stolpu vsem. Tule naši mušketiri, ki slavijo tako kot slavi Planica, ampak tekme še ni konec. Timi Zajc je seveda z naskokom 11 točk in 30 prednosti prevzel vodstvo in vrgel rokavico tja gori japonskemu super šampionu Ryoju Kobayashiju. Ja, res fenomenalno, kakšne jeklene živce mora imeti. Če vidim po najni nervozi tukaj, on pa, kot da ni nič, kot da doma s pručke, ampak to je njegova pručka. Skakalnici pravimo tudi pručka in to je njegova skakalnica in to je njegov večer. Ja, pa ima tudi v hiši svojo skakalnico, ki mu je zgradil oče in ki je pravzaprav nek spomenik našemu šampionu današnje tekme, ne glede na to, ali bo prvi ali drugi. Pozor! Slabše razmere, 135 metrov in pol potrebuje samo za prevzem vodstva. Zelena luč, 136, 10,2 točke dodatka je dobil. Dobil je vzletno dovoljenje, edini japonski zmagovalec Masahiko Sarada na velikih skakalnicah. In Kajada ostaje sam kot Japonec, kaj ti? Timi Zajc je svetovni prvak! Veseli se Slovenija! Visoko na ramenih, Planica nori, imamo svetovnega prvaka. Franci Petek je bil na veliki skakalnici svetovni prvak. Seveda Rok Benkovič na manjši. Timi Zajc pa je naš junak Planice. Sanje lahko živimo in seveda najbolj jih lahko živi Timi Zajc sam. Ja, to, kar je Timi danes demonstriral, to je najlepše, kar se lahko zgodi. On je bil praktično pred domačim občinstvom zmagati na svetovnem prvenstvu. To je nekaj, kar so sanje velikih. Seveda, mislim, da je ta skok zgleda daleč od zelene črte, ampak ne pozabite, 11,3 točke, tako da mislim, da bo to drugo mesto za Kobayashi. Ko tole človek spremlja brez strahu, ja, na druge mesto je Ryoju Kobayashi. Zopet, če govorimo v desetinkah, za 60 točke. Ja, potem pred tretjim kubatskim, to da danes je bil razred zase Timi Zajc, slovenski svetovni prvak. In veš, kaj mi je takoj šlo v misel, spomnim se ga, ko tam 7-8-letnega fantiča, ko je hodil na podelitve za najboljšega športnika občine Žalec in ko smo dejali takole,
morda nekoč nekje, kdaj tudi pod koncami na najvišji stopnički, pa smo mislili bolj na tekme svetovnega pokala, takrat, če nismo razmišljali o svetovnem prvenstvu. Timi Zajc, res iskrene čestitke vsem, ki so vpleteni v to njegovo zmago. Seveda njegovemu prvemu skakalnemu klubu, Vizore, trenerju Grmu, seveda potem tudi, ko je presedlal na Ljubno, pa ko je prišel v reprezentančne selekcije, veliko ljudi je bilo vpletenih v njegov razvoj, ampak posebej bi pa omenil njegovega očeta Boštjana Zajca, ki pa je res zaljubljen v skoke in je pravzaprav žrtvoval vsako minuto svojega življenja po rojstvu Timija Zajca. Zanj, seveda danes je imel velikega navijača tudi v bratu, ki je bil tudi skakalec, pa se je poškodoval in ne smemo pozabiti tudi njegovo mamo, ki mu je tudi vselej bila stala ob strani. Stala ob strani. Ja, seveda, naslov svetovnega prvaka doma, to je nekaj, kar sanja vsak športnik. Kaj ti si videl?